How omnious, še cirkus zvoni. Vse pa dokumentirati. Ja, ko boš star 80, pa boš tule gledal nazaj, boš rekel, ja, kaj sem imel lepo kapo. Ti, Klara, kje pa je ta kapa? Malo prej med snemanjem naj je klical prejšnji lastnik, ker imela sva zdajšnja lastnika. Ja, se vidi. Se vidi, kako sva urejena in galantna in greva zdajle ključe prevzeti. Prva primopredaja, pa gremo nazaj, pa še naprej se pakirati, pa vseliti. Zdravo, ne? Piknik. Je Benzi? Kje pa si? Kje pa si? Kje ti vohati vse? Hvala. Čemo? Gremo jest. Gremo jest. Ja, jest. Dobrodošli v tvojem domu. Wanna be the one that saves me. And after all. Ja. Evo, kuhnica adijo. Tu smo ščistili, se še suši, okna zaprta. Funky, funky town. Kako klamno tu uspe. Evo, buča. Buče, buče, buče. Kako ti je to uspelo? Zanimivo, da pred konc vejde se tišporata tam. No, tam je pa še ena cajna. Kje? So se mi stresle pomaranče. Ja. Že urejamo, vsa oblačila so. Ali imava mizo, človek? Ne, tu še. Dobrodošli v oddaji Vzemi ali pusti. Zdravo. S tem vlogom sem kar precej odlašala. Zakaj? Zakaj? Zato, ker sem opazila pri sebi, da vedno, ko se zgodi neka velika sprememba, ali se preselimo v kombi, ali nekam odpotujem, pa pridemo v nek neznan kraj, ko da rabim res neki dni, da sem jaz in da ne delam nobenega kontenta in nobenemu nič ne razlagam in da sem občutem to, kar se dogaja. In sem res mislila, da bo ta vlog šel ven že pred novim letom, kot tako zadnji vlog leta, ampak dejansko se nisem mogla pripraviti, da karkoli objavim. Tako da sem prepustila. Sem rekla, ko bo, in danes snemamo zato, ker je Klemen tako prijazno pobudo zjutraj naredil, ker je vedel, da me je strah to posnet. Tako da hvala, Klemen. Torej, v prejšnjem vlogu ste lahko že videli, da se selva. In ja, tu je vse. Snemamo iz novega fleta. Ja, lahko poveš, kaj se je zgodilo, kam smo se preselili. Ja, smo v novem stanovanju, torej kupili smo tako manjše, srednje veliko stanovanje z tem nadstropjem,
kopalnica. To nadstropje pa še eno gor se tako reče, nadstropje. Ja. No, v dveh nadstropjih in zdaj smo v spodnjem. In tle imamo living area, kako bi se reklo? Bivalni prostor. Ja, za druženja. Ki ga boste po mojem največ videli v vlogih. Ja. Tako je, Klemen je povedal malo tehnično, torej ja, kupila sva stanovanje. Že v prejšnjem vlogu sem malo razložila, zakaj sva se nagibala k tej odločitvi, že nekaj časa, da sva vedela, da bo treba narediti nek nov premik, iti v neko večjo varnost. Kar težko je bilo najti nekaj, kar nam je bilo všeč, ne? Ta proces je bil ful dolg. Tudi stanovanje ni bila primarna izbira, ful sva si želela neke stare kmetije, ampak na Dolenjskem so šle cene tudi takih čist basic nepremičnin tu gor, da nam je bilo enostavno preveč, zato je bil ta stanovanje kot nek kompromis in odlična takojšnja varnost, ker stanovanje je že kupljeno bilo takoj, ker stanovanje je bilo... Vseljivo. Beseda vseljivo. Ja, stanovanje je bilo takoj vseljivo. To, da je bilo takoj vseljivo, je bil za naju ful velik plus, ker smo v zadnjem času dala čez kar nekaj renovacij, kot veste, še kombi se renovira in podobno, tako da smo vedela, da ne bomo kupila nič, kar bi potrebovalo temeljite prenove, ker sva res rabila samo prideti, malo spucati in zdaj tle živimo, pa par kosov pohištva sva vrnesla. Pa sosede poznava že odprej. Mojega bratranca. Ja. Ja. Dve terasi imamo. Klemen ultra tehnično. Imamo tako napeljavo, luči so, neon, 12 voltna in spet tako, moje čustveno stanje je trenutno. Nisi nič čustveno. Ne, se sem zdaj mislila. Aha, Ja. ajde. Ja, tako da mogoče hočem biti iskrena s tem, da ni ta vlog sem kako smo navdušena, imajo novo stanovanje in skačemo do stropa. Jaz sem bila tako... V meni je bilo kar veliko enih različnih čustev, pa itak po eni strani tega navdušenja in veselja in tudi, da lahko urejaš nek res dom, ki je tako nice in vse, ker je res lepo stanovanje. Samo po drugi strani sem se soočala ob selitvi tudi s tem, kam mi tu gremo, stran od narave, ne, tle bodo ljudje, meni je všeč, ko smo čisto sami. Ja, tako malo panika, malo Tako da, ja, to je bilo z moje strani, Klemen je bil veliko bolj stabilen v tem procesu. Zakaj se posmeješ? Smejem se razliko med tebo pa malo. Ja. Meni je bilo pa skozi me je privlačilo to, da gremo v to smer. Zdaj pa minus, sem jaz kakšen minus imel to zdaj, je to, da bo enkrat treba renovirati. Idealno bi bilo, da bi bilo že tako vse urejeno, kakor bi imela rada, pa ni, ne, je pač že nekaj let. Pač ni prej živela oseba z istim stilom noter in polej nekaj v eni točki, če želiš bolj temeljito stil spremeniti v tvojega, moraš renovirati. Ne gre, da bi samo žarnico zamenjal, pa bo druga svetloba, pa bo vse okej. Bolj tle je lažje živeti, tako da iz tega vidika pa veliko plusov vidim napram življenju v Zidanci. Sem pa mislila kot zanimivost povedati, da v bistvu ta stanovanja so še originalno opremljena, ta zgradba se je gradila okrog 2000. In kot zanimivost, vse, kar je leseno, je moj dedi pomagal obijati, kar se mi zdi ultra... Notranjost ali zunanjost? Notranjost. Recimo kaj? Ja, se mi zdi. Tako da, ko bo na kafe prišel, bo povedal, kaj je on naredil. Ja. Ja. V bistvu no, se tu je na kratko tu. Tu je na kratko tu, imeli smo ful lepe praznike. Upam, da tudi vi, da ste lepo začeli novo leto. Zdaj, kar se tiče mojih vsebin, jaz ne vidim, da se bi karkoli spremenilo, tako kar neki ljudi me vprašajo, kva pa zdaj, ker ne boste več živeli v Zidanci, kako boš pa zdaj vloge snemala pa to. Jaz sploh ne vidim, jaz sem še vedno ista oseba, sem drugje, zdaj živim primarno.
Tako da vsebine bodo enake, tematike bodo enake, seveda se bodo pa razvijale v povezavi z mano in z mojimi interesi. In pa še za zaključek bi povedala, da zidanca ostaja, ni se prodala in zidanca je v bistvu zelo blizu naju, tako manj kot 10 minut vožnje stran od tle, kjer zdaj živiva. Tako da si jo še vedno predstavljam kot en lep vikend in še vedno si želim imeti vrt in najboljše paradajze ever. Kot veste, sem to napovedala še v jesen. Tako da ja, zidanca ostaja in bo še vedno del mojih vsebin. In to je to. Hvala za ogled. Ok, adijo. Mi smo se preselili. Sem še slikco narediti.